Za 2 groša fantazije v žepu moraš le imet, pa že delaš coprnije, da vse lepši je ta svet. Še v dežju ti sonce sije, zvezde klatiš dol z neba. Za 2 groša fantazije, tukaj sreča je doma. Nana Milčinski je v sredo 25. februarja 2015 v večernih urah poskrbela za čudovito glasbeno literarno vzdušje. Z Jožijem Šalejem sta besedo pospremila z melodijo in se skupaj z gledalci v dvorani Doma kulture v Slovenskih Konjicah s spoštovanjem poklonila spominom na dedka Ježka. Gostja je slovenska dramaturginja, gledališka in televizijska režiserka, kostumografinja ter pevka, deluje pa tudi kot režiserka sinhronizacije risank. Frane Milčinski Ježek je bil eden najbolj vsestranskih slovenskih umetnikov 20. stoletja, satirik, pisatelj, pesnik, šansonjer, scenarist in televizijski pionir. Leta 1952 je napisal Zvezdico za spanko, prvo slovensko radijsko igro za otroke. Poleg tega pa se med drugim podpisuje še pod scenarij za mladinski film Kekec ter pod pesmi za film Ne čakaj na maj. Leta 1972 je posnel svoje legendarne songe. Pri svojem ustvarjanju je pogosto prepletal družbeno kritičnost in humor. Prejel je številna priznanja in nagrade, med drugim leta 1975 tudi Prešernovo nagrado. Ta žalostni klovn oziroma dvorni norec njegovega veličanstva človeka, kot se je sam poimenoval, je stresal premišljene šale, včasih tako zelo trpko, da so ljudje obmolknili, zajokali ali se smejali, tudi ko se ni bilo čemu smejati. Rodila se je satira, družbena in politična. V resnici je bil pesnik. Rad je dajal in veliko je dajal, je v spominih leta 1997 zapisala njegova soproga Jana Milčinski. V njegov spomin RTV Slovenija vsako leto podeljuje Ježkove nagrade za izvirne dosežke v zvrsteh radijske in televizijske ustvarjalnosti. Njegov psevdonim izhaja iz zabavljaškega tandema Ježek in Jovžek, v katerem je nastopal na začetku svoje kariere. Ježkove pesmi večinoma niso pisane kot poezija za branje, pač pa kot besedilo izvajalcu, pevcu, recitatorju. To niso pesmi za intimno branje, to so pesmi za poslušanje in izvajanje. Še danes jih lahko beremo z ušesi in poslušamo z očmi. Njegove grenko sladke pesmi o vsakdanu so žal aktualne še danes, če ne celo zmeraj bolj. A to ga dela še večjega in v bistvu nesmrtnega, je v njem povedala šansonjerka Vita Mavrič. Za Ježkovo dediščino na svoj način zdaj skrbi tudi njegova vnukinja Nana Milčinski s svežo glasbeno interpretacijo njegovih songov. Izdala je ploščo Še eno pomlad in Od tod do vesolja, nastopala na večeru šansonov La Vie en Rose. Da, to je tista Nana, ki je dedku služila za navdih za marsikatero pesmico. Tudi O, novica mila, naša Nana je shodila, ki je njej sami najljubša in v kateri ji je dedek dajal napotke za življenje. A komaj stopica je drobna nožica, že ima svoj trim ta frkolin. Od medvedkove stelaže do garaže v atovo naročju. A za pomoč je vso dolgo pot od tod do ondot dedkov prst, varen in čvrst. Nana, le drži se zanj. To važen je dan. Tako se začenja cesta življenja in pelje naprej in naprej do zadnjih mej. Vodi prek cvetnih paljan skozi svatodan. Po beli luči korak se ne zmuči, le skače in raja od kraja do kraja. In sonce je kaže pot, mimo zla do dobrot, do resnic mimo zmot, mimo nesreče do sreče. Od decembra do maja korak je lahak, le skače in raja po beli luči, nič ga ne zmuči, ne jenja in ne jenja. To je življenje sončna stran, a mine dan, noč in mrak, da ne vidiš, ne veš, kod hodiš, kam greš. Vsak korak lahko je prepad, jama brez danja. Skozi grozo greš in ne veš, je le zla sanja ali je res. Noč preži kakor kanje skrošen dreves. Pospeši korak skozi noč, skozi mrak, zarjem naproti. Nana, vso srečo na poti.
Nana se zadnja leta vse bolj uveljavlja kot legitimen glas njegovih pesmi za sodobna ušesa. Ježkov opus je izjemno širok in bogat, zato je gradiva za izbiro ogromno. Ob premisleku, kaj izbrati za tovrstne projekte, pa se ponuja več možnosti. Najboljša je tista tematska, saj Ježkova zapuščina premore kar lepo število tematskih sklopov. Od satirčic in domislic na prvo žogo do večplastnih in zahtevnejših satir, kamor sodi zlasti njegova angažirana poezija, do bolj intimnih šansonov, tudi ali zlasti ljubezenskih, pa resna bivanska lirika in popevke, tudi take za preprosto ljudstvo, kot sta Marička ali Ko boš prišla na Bled. Nana se je že na prvi plošči lotila nekoliko zahtevnejših Ježkovih tem in tudi nekaterih lahkotnejših ali aktualističnih, torej takih, ki so že ob nastanku nagovarjale mlajši del populacije in jih čas ni načel. Vsaj delno je bil namen izdaje, da se Ježkove pesmi na nekoliko drugačen, sodobnejši način iz mlajših ust približa današnjim poslušalcem in pomaga obdržati Ježkovo ime v spominu široke populacije tudi v današnjih časih. Izbrala sem več balad, zato ker mi je to najbolj všeč, zato ker, ne vem, tako čutim. Ježek bi pa na to najbrž rekel, če ženska joka in kar ne dolašte, pusti ji veselje, ne bo žalostna. Na svetu tem srcani, da do konca skupaj z mojim šli. Kdo poreče mi ostani, odrešaj, ko spim, strasti je slab in mislim na jesenski dni, ne samotne čase, ko bom imela zelo veseli. Tem srcani, ki kot moje mineva čas, ki mi bom znani, ko mladost popreči in uveva obraz in mislim na jesenski dni, na samotne čase, ko bom imela zelo veseli. Kdo poreče mi ostani, odrešaj, ko spim, strasti je sloj, mislim na jesenski dni, na samotne čase, ko bom imela